Študentsko delo lahko opravljajo dijaki in študenti, ki so dopolnili 15 let, in pa udeleženci izobraževanja odraslih do dopolnjenega 26. leta starosti. Torej, preko študentskega servisa lahko začneš delati, ko izpolniš pogoje oziroma da si star 15 let in da imaš potrdilo o šolanju ter pa potem vpis v sam študentski servis. Pri nas imamo kar velik spekter del, od enostavnih do strokovnih del. Največja ponudba trenutno je za lažja dela, za prodajo, poučevanje, anketiranje, promocije in pa strežbo. Ta dela so zelo različno tudi plačana, zdaj nekje povprečna urna postavka je 4,2 evra na uro. Prodaja se giblje med 3,5 do 4 evre na uro, lažja fizična dela pa od 3,5 evrov na uro. Anketiranje je običajno plačano po anketi, strežba pa nekje od 4 evre na uro naprej. Zdaj, zagotovila za opravljeno, za plačano delo, takole bom rekla, zelo pomembno je, da se v bistvu dijak in pa študent, preden gre delati v podjetje, natančno pozanima o tem podjetju. Torej, lahko si na spletni strani neplačniki.info pogleda, katera podjetja so tam objavljena, lahko nas pokliče in tudi nas povpraša, ali podjetje morda zalagamo, ali beležimo kakšne pritožbe strani študentov in dijakov. In če gre v bistvu kljub temu potem v podjetje, se mora pa tam natančno dogovoriti o vseh pogojih dela. Se pravi, jasen in natančen dogovor je bistven, da potem ne prihaja do zapletov. Če kljub temu pride do zapletov oziroma težav pri izplačilu, potem svetujemo, naj se študenti in dijaki takoj obrnejo na svoj študentski servis, ker je pač izterjava zaslužkov njihova bistvena naloga za delo. Zdaj, tako bom še potem povedala, da študenti v bistvu te plačilne nediscipline, ki je prisotna v Sloveniji, pravzaprav ne občutijo zelo veliko, ker mi še vedno 90% zaslužkov zalagamo. Z dohodnino je tako v bistvu potrebno, za vsakega dijaka in študenta potrebujemo malo več informacij. Zdaj, nekje osnova je v bistvu, da so študenti upravičeni do posebne osebne olajšave v znesku 3.492 evrov. Toliko v bistvu lahko zaslužijo, če jih starši uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane. Če jih ne uveljavljajo, lahko sicer zaslužijo več, vendar za to bi pa potrebno bilo še nekaj več informacij in v takih primerih svetujemo, da se pokliče v eno izmed naših poslovalnic oziroma si pogleda te stvari na naši spletni strani www.studentski-servis.com.